Obstaja nekaj, kar islamisti skrivajo pred vami o islamu. O tako pomembni spremembi, ki se dogaja znotraj, da vedo, da če kdo od nas to izve, je konec. In zato prihaja odpor, ker vam mi ne skrivamo informacij, za razliko od tistih radikalnih, terorističnih, džihadističnih norcev, ki poskušajo prevzeti naš svet. In tukaj so dobre novice. Morda se razpad islamizacije sveta dejansko dogaja od znotraj. Mi nismo tisti. In vse se začne z Iranom. Zdaj pomislite na Iran. Islamska republika trdi, da je njeno prebivalstvo 99,5% muslimansko. Država je zgrajena na teokraciji. Ustava je verska. Izobraževalni sistem je verski. Pravni kodeks je verski. Javno življenje v neki obliki nadzoruje verska oblast, ali pa je vsaj takšna uradna slika. In vendar je junija 2024 skupina za analizo in merjenje stališč v Iranu, znana kot Gaman, opravila anketo med 77.216 Iranci znotraj države, pri čemer so rezultate prilagodili tako, da predstavljajo pismeno odraslo populacijo. Ugotovitve so bile izjemne. Približno 70% Irancev nasprotuje ustavi Islamske republike. Le 20% jih je želelo, da ostane. Vidiš, sem ti rekla, da ti skušajo lagati. Poskušajo to prikriti. Preprosto jih je strah dejstva, da bodo ljudje od znotraj, ki lahko dejansko vidijo resnico, nekaj ukrenili glede tega, kako izprijenajo vsa ta stvar. In zato jih utišajo, jih utišajo, jih utišajo. Ampak to ne pomaga, ker na srečo, hvala Bogu, nekateri ljudje še vedno znajo razmišljati s svojo glavo. 99% jih podpira demokratični sistem, 26% jih želi posebej sekularno republiko, 21% jih želi ustavno monarhijo. Lahko samo povem, da 26%, ki si želi sekularno republiko, izgleda nekoliko drugače kot številke, ki nam jih predstavljajo, kot da jih je 95% za to. Poglejte, to je psihološka operacija. Vemo, da je to psihološka operacija. Videli smo, kako so uspešno poskušali prepričati zahodni svet, da islam raste in raste in raste. In res je, ne bodimo naivni, res je. Ampak hkrati poskušajo ohraniti to pripoved, da bi sejali strah, da bi nas ohranjali prestrašene, da bi nas držali v pripravljenosti. In edini način, da to lahko počnejo, je, da še naprej skrivajo dejstvo, da ljudje od znotraj poskušajo oditi. Tega nočejo. Majhna manjšina bi celo pozdravila zvezno ureditev, ki bi popolnoma decentralizirala oblast iz Teherana. In podpora načelom revolucije iz leta 1979 ter vrhovnemu vodji. Ampak tukaj je zanimiva stvar. Vsi slišimo o Iranu, vendar se to ne dogaja samo v Iranu. Dogaja se povsod. Ampak prehitevam. Pojdimo nazaj k videu. Mimogrede, to je kanal Full of Nations. Neverjeten nov kanal, ki opravlja veliko dobrega dela. Poglejte si jih. Le na 11%, kar je manj kot 18% v letu 2020. 42% vprašanih je dejalo, da je sprememba režima pogoj za kakršnokoli smiselno reformo. Ponovno, sprememba režima je pogoj za kakršnokoli smiselno reformo. V državi, ki je 4 desetletja in pol izvažala svojo ideologijo, urila proksi milice, gradila Hezbolah, financirala Hamas, podpirala Asada in pridigala svetu o islamskem vladanju, je prebivalstvo za zaprtimi vrati že šlo naprej. Ne delno, ne obrobno, ampak odločno. Ustaja, ženska, življenje, svoboda, ki je izbruhnila po smrti Mahse Amini leta 2022, ni sprožila le uličnih protestov. Pospešila je nekaj, kar je že tlelo. Generacijsko zavračanje teokratske vladavine, še posebej med mladimi, izobraženimi in mestnim prebivalstvom. Raziskovalci, ki so preučevali uporabo interneta v Iranu v naslednjih letih, so dokumentirali pojav, na katerega kleriki niso imeli odgovora. Desetine milijonov Irancev je začelo rutinsko uporabljati VPN-je, kot je Siphon, da bi zaobšli državne filtre. Niso zgolj pretakali zahodne zabave. Brali so odpadniško literaturo. Veš, kaj je tako žalostno pri tem? Da je ves boj proti ameriškemu vmešavanju v iransko vojno, ljudje ne razumejo, da je to jedro islamizacije za Ameriko. Če si nekdo, ki ga je strah islamizacije v Združenih državah, kot se je zgodilo v ZDA, potem podpiraš, da Amerika pomaga zrušiti ta režim. Te stvari so povezane in ljudje v Iranu so molili, da bi ljudje to razumeli. A žal so bile psihološke operacije Islamske republike Iran na spletu, ki so bile usmerjene proti Američanom, tako učinkovite, da večina ljudi tega sploh ne razume. Kar je noro. Gledali so razprave med bivšimi muslimani in duhovniki na YouTubu, sodelovali so v perzijskih telegram kanalih, kjer so bile verske osnove režima razgrajene objavo za objavo. 12-dnevna vojna leta 2025 med Iranom in Izraelom je to zavračanje le še poglobila. Država je poskušala prebivalstvo združiti okoli nacionalne obrambe. Prebivalstvo iz ankete. V anketo ni hotelo enačiti obrambe države z obrambo režima, ki ji vlada. Podatki Gamana niso izjema. Bili so potrjeni v več anketah, izvedenih s pomočjo VPN omrežij kot je Siphon, ki Irancem omogočajo, da zaobidejo državno cenzuro in iskreno odgovarjajo brez strahu pred povračilnimi ukrepi. Nekateri kritiki so postavili metodološka vprašanja glede Gamanovih anket in o tem dejansko potekajo razprave.
Toda širši vzorec, odtujenost mladih od verskih oblasti, močno zmanjšana udeležba v mošejah in podzemno gibanje odpadnikov, vidna sekularna lakota cele generacije, je dokumentiran s strani neodvisnih novinarjev, akademskih raziskovalcev in celo iranskih državnih medijev, kadar jih ujamejo nepripravljene. Teokracija še vedno nadzoruje orožje, misli pa ne nadzoruje. Ne nadzoruje jih. Misli ne nadzoruje in zato jih je tako strah. In to, kar se dogaja v Iranu, ni osamljen primer. Zdaj bomo slišali še o Savdski Arabiji, fantje. Povedala sem vam, da je zgodba o Savdski Arabiji še bolj nora, ker so Savdsko Arabijo prikazali kot povsem normalizirano državo, kot da je ena izmed nas. Ampak ne, prijatelji moji, ni tako preprosto. O vsem tem bomo še govorili, potem ko bomo slišali še nekaj odzivov. Vsi veste, da sovražim uporabljati izdelke na svoji koži, ker nočem, da bi se počutila lepljivo ali zamašeno. Želim se počutiti čisto. In vem, da je, če nimaš obraznega rituala, to skoraj kot zločin. Ampak zdaj, ko sem odkrila OneSkin, bom morda morala priznati, da sem se ves čas motila. Saj veste, še nisem stara, ampak v zadnjem času opažam spremembe na svoji koži, kar je znak, da se staranje začenja. In to je res nesramno. Ampak po veliko prepričevanja strani prijateljic sem se odločila, da poskusim. In ja, zdaj sem spremenjena ženska. Ne promoviram stvari, ki jim ne zaupam. Veste, kako to gre. Ampak mislim, poglejte, kaj menite? In to ni samo moja izkušnja. OneSkin ima več kot 10.000 5-zvezdičnih ocen in zdaj so vodili na področju dolgoživosti kože. Moram vas opozoriti, da v nasprotju s tem, kar vam želi internet dopovedati, v resnici ne potrebujete zapletene rutine, da bi imeli lepšo kožo. Nastala na podlagi več kot desetletja raziskav dolgoživosti, je OneSkin OS1 peptid dokazano usmerjen v vidne znake staranja in vam pomaga odkriti najbolj zdravo kožo zdaj in ko se starate. Za omejen čas lahko preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MEIRA na oneskin.co, poševnica oneskin.co /MEIRA. To je 15% popusta oneskin.co s kodo MEIRA. Po nakupu vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih, zato vas prosim, podprite našo oddajo in jim povejte, da smo vas mi poslali. Obstajajo tudi drugi načini, kako lahko podprete našo oddajo. Seveda tako, da se naročite, da promovirate ta video, da ga delite s prijateljem. In kmalu bomo imeli zelo razburljivo novico o tem, kako se pushback širi. Toliko vas je vprašalo, kako se lahko vključite in odgovor res kmalu prihaja. Ampak kot sem rekla, Savdska Arabija ne čaka nikogar. Poglejmo, kaj se v resnici dogaja. Savdska Arabija, ki je dolgo veljala za neomajno temeljno silo sunitske verske avtoritete, se spreminja. Pod reformami vizije 2023 prestolonaslednika Mohameda bin Salmana so versko policijo omejili. Kinematografi so se ponovno odprli. Glasbeni festivali privabljajo 10.000 ljudi. In v zasebnih anketah, izvedenih anonimno, neodvisni raziskovalci ocenjujejo, da se 15 do 25% savdskih mladih tiho opredeljuje kot neverni. Ta številka je bila pred desetletjem nepredstavljiva. Javno zavračanje stvarjenja. To je nora številka, fantje. To je res nora številka. In tudi razburljiva številka. Pomeni pravno in družbeno nevarno v kraljevini. Vendar so trendi nedvoumni. Po vsem muslimanskem svetu se dogaja nekaj globljega. Nekaj, česar verski voditelji niso nikoli načrtovali. O tem smo že posneli video, kako ima internet ogromen vpliv, ker ljudem omogoča, da postavljajo vprašanja, ki so bila prej nedotakljiva. Ne pozabite, če ste del islamističnega kulta ali religije, so vam povedali, da če sploh vprašate ali razmišljate o odhodu, ste nevernik in vas lahko kaznujejo. Kar nasplošno ni dobro, zato se ljudje resnično bojijo spraševati. In kam bi sploh šli vprašati? Kaj bi naredili? Komu bi povedali, da dvomite? Kako bi sploh našli kakršnekoli informacije? Ne morete, ker bi se s tem izpostavili. Vendar pa je internet ljudem omogočil, da lahko stvari iščejo tiho, brez da bi zašli v težave. In to je izkazalo za resničen problem za te islamiste. Internet. 14 stoletij je bil prenos islamskega znanja strogo nadzorovan. Učeni možje, imami, državne institucije, tabuji glede odpadništva. V 12 državah z muslimansko večino lahko zapustitev vere še vedno pomeni smrtno kazen po zakonu. Javna dvomljivost ni bila le duhovno nevarna, ampak tudi fizično nevarna. Skupnosti, družine in vlade so vse utrjevale isto mejo. Nisi odšel, nisi spraševal. In če si to storil, si to naredil tiho, sam in z veliko osebnega tveganja. Pametni telefoni so vse to spremenili. Kar je krščanstvo doživljalo stoletja, reformacijo, razsvetljenstvo, dolgo razpravo z razumom in znanostjo, se zdaj dogaja v nekaj desetletjih. Stisnjeno, pospešeno, prisiljeno na plano, s tehnologijo, ki je ni zasnovala nobena duhovna avtoriteta in je nihče od njih ne more v celoti nadzorovati. Organizacija bivših muslimanov Severne Amerike, znana kot AXMNA, je ta premik podrobno dokumentirala. Po njihovih podatkih je 78% tistih, ki so zapustili islam, svoje prve resne dvome povezalo z digitalnimi prostori. Hvala Bogu za internet. Saj nekaj dobrega je prišlo iz tega. Subreddit RxMuslim ima zdaj več kot 400.000 članov.
Haditske kontradikcije, zgodovinske kritike, znanstveni ugovori, razprave o pravicah žensk, suženstvu in odpadništvu. Vse to se zdaj odkrito razpravlja na mestih, ki jih nobena vlada ne more v celoti cenzurirati. Glede na lastno anketo Exmna je glavni razlog za odhode. 58% jih je navedlo konflikte s človekovimi pravicami, zlasti glede obravnave žensk in LGBTQ posameznikov. 28% jih je navedlo konflikte z znanostjo. Za vsako od teh odstotkov stoji posamezna zgodba. Mlada ženska v Teheranu, ki ob 2 uri zjutraj na svojem telefonu bere prevedeno filozofijo. A še več kot to, ne gre samo za posamezne zgodbe. Pomislite, kaj to pomeni za sorojence, za družine, za ljudi, ki to opazujejo, kaj ne? Ko je ena oseba pripravljena nekaj zapustiti, vsi ostali to opazujejo. In čeprav morda veliko sovraštva, veliko frustracij in veliko jeze, so lahko posamezniki, ki to opazujejo in pomislijo: počakaj malo, če so oni imeli pogum, ga morda imam tudi jaz. To je gibanje, ki se širi. Ko nihče ni pripravljen nekaj storiti, potem tega nihče ne naredi. Ko pa ena oseba to stori, druga oseba dobi pogum, še ena oseba dobi pogum in to raste in raste in raste. To je šele začetek. Študent na univerzi v Kairu je našel forum o primerjalni religiji in se nikoli več ni povsem vrnil k gotovosti. Najstnica iz diaspore v Berlinu, Londonu ali Torontu postavlja vprašanja, na katera njeni starši ne znajo odgovoriti, in najde spletne skupnosti, ki ne le potrjujejo ta vprašanja, ampak ponujajo tudi odgovore. To je mehanizem. Ne zahteva odprtega odpadništva, ne zahteva javnega preloma. Potrebujete le pametni telefon in nekaj radovednosti. Odhod, ko se zgodi, se pogosto zgodi tiho, skozi mesece, včasih leta, dolgo preden kdorkoli v družini sploh opazi, da je verska zavezanost izginila. V Združenih državah podatki Pew Research kažejo, da se 24% odraslih, ki so bili vzgojeni kot muslimani, kot odrasli ne identificira več z vero. Približno 23% trenutnih muslimanov v ZDA so spreobrnjenci. Toda neto učinek verskega prehajanja na rast muslimanskega prebivalstva je v bistvu ničen. Nekatere študije kažejo, da 50 do 70% ameriških spreobrnjencev v nekaj letih zapusti vero. To je nora statistika, ker povsod, kjer greš na spletu, na TikToku in drugje, vidiš, koliko ljudi prestopa v islam. Ampak ne vidiš dejstva, da skoraj 70% in morda so številke še višje, zapušča vero. Oni odidejo potem, ko se pridružijo. Začnejo, so navdušeni, potem pa ugotovijo to, kar mi tukaj ves čas vemo, in na to odidejo. Kar pomeni, da ta ideja, da rastemo s širjenjem, v resnici ne deluje. Podpora skupnosti in kulturne ovire. To je del, ki ga je pripoved o prevzemu popolnoma spregledala. Okvir je predvideval, da je verska identiteta statična. Da bo musliman rojen leta 2000, musliman tudi leta 2030. Da bi lahko demografske projekcije preprosto projicirale sedanje populacije v prihodnost. Okvir je podcenil koroziven učinek neomejenega dostopa do informacij na toge verske sisteme. Podcenjuje dejstvo, da ko je nekaj res grozno, da si del tega, bodo nekateri ljudje prej ali slej to dejansko opazili. Duhovniški monopol nad resnico ni bil samo izzvan, ampak tudi obiden. In potem je tu še demografska zgodba sama. Da, islam je najhitreje rastoča velika religija na svetu. Pew Research je v svoji posodobitvi iz junija 2025 potrdil, da se je svetovno muslimansko prebivalstvo med letoma 2010 in 2020 povečalo za 21%, z 1,7 milijarde na 2 milijardi, kar je dvakrat večja stopnja rasti kot v preostalem svetu. Toda tukaj je tisto, kar skriva ta številka v naslovu. Ta rast je skoncentrirana v regijah z nizko izobrazbo žensk in visoko rodnostjo, zlasti v podsaharski Afriki, kjer ima povprečna muslimanska ženska približno 3,1 otroka. Ko ženske v teh regijah pridobijo izobrazbo, dostop do kontracepcije in avtonomijo, stopnja rodnosti v eni ali 2 generacijah pade na nacionalno povprečje. Ta vzorec smo opazovali znova in znova v številnih državah. Iranska stopnja rodnosti je padla pod raven obnavljanja prebivalstva. Tunizija in Turčija sledita evropskim normam. Tudi v konzervativni Saudski Arabiji ima povprečna ženska zdaj komaj 2 otroka. Islamski demografski razcvet je začasen pojav, ne pa trajna značilnost vere. V Evropi in Severni Ameriki rast muslimanskega prebivalstva v veliki meri poganja priseljevanje, ne pa vztrajno višje stopnje rodnosti med drugo in tretjo generacijo priseljencev. Noro je misliti, da bi bila ena od rešitev za soočanje z islamizacijo dejansko ta, da bi šli v Afriko, izobraževali ženske in jim omogočili dostop do kontracepcije. Res je neverjetno, koliko različnih stvari dejansko vpliva na svet, ki ga vidimo, pa o tem sploh ne razmišljamo. Pogosto predvidevamo, da obstaja samo ena vrsta rešitve, ki bi lahko delovala, kot na primer razkrivanje. Ampak obstaja še veliko drugih manjših stvari, ki bi se lahko zgodile, ki resnično pomagajo svetu in tudi dolgoročno pomagajo pri soočanju s tem ogromnim problemom. Če pomisliš na dejstvo, da moraš zaustaviti rast števila ljudi tako, da izobražuje ženske, to je kot zmaga. 2 muhi na en mah. Vzorec se ponavlja povsod. To je bilo preučeno. Konvergenca, ne divergenca pri tretji generaciji.
Stopnja rodnosti med muslimanskimi družinami v državah, kot so Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija, je skorajda nerazločljiva od državnega povprečja. Tudi v osrčju azijsko-pacifiške regije, kjer dejansko živi večina svetovnih muslimanov, stopnja rodnosti upada. Indonezija, država z največjim številom muslimanov na svetu. Naj samo to povem, ker moramo biti iskreni. Da, stopnja rodnosti upada, ampak če imaš 2 milijardi ljudi, ki se z nečim identificirajo, je to problem. Tudi če se prepolovi, imaš še vedno milijardo ljudi. To ne odstrani resničnega problema, ki ga imamo pred sabo, ampak je pomemben opomnik na dejstvo, da smo pogosto nasedli tudi njihovi propagandi. Prepričali so nas, da so nepremagljivi, da jih ni mogoče ustaviti, da so povsod, da rastejo, da vsi nasedajo temu. To v resnici sploh ne drži. Zelo se trudijo, da bi videe kot je ta cenzurirali, da bi te stvari utišali, da ljudje ne bi razumeli. Tako je malo, izobraževanje, dejansko govoriti o teh stvarih, dejansko razkrivati probleme, to ima resničen vpliv. Nimaš pojma, kdo gleda, ne veš, kaj se dogaja. Dejstvo, da ljudje vlagajo v Afriko, da bi nahranili ženske, jih poslali v šole in jim dali možnosti za načrtovanje družine. To dejansko lahko izboljšuje tudi naše možnosti. Toliko različnih elementov, toliko različnih stvari, ki jih lahko narediš, ker vem, da je to vprašanje, ki ga vedno dobivamo, kaj ne? Tisti odpor. V redu, vidimo resnico. Kaj zdaj? Ne pozabite, da lahko najdete ustvarjalne načine, kako narediti svet boljši. In del tega, da naredimo svet boljši, je tudi ustaviti širjenje groznih idej. Toda način, kako ustavite te ideje, je bodisi tako, da napadete ideje, ali pa tako, da pomagate ljudem, ki nasedajo tem idejam, postati bolj inteligentni, da jim ne bodo več nasedali. Obe možnosti sta na voljo, prijatelji. Izberite tisto, ki vam najbolj ustreza. In seveda hvala za vašo pozornost glede te zadeve.